umetni kurator, vse si spisal, vse smo objavljali, konsekvence na zadnje, bravo, super. Tako da, zdaj pa prepuščam besedo tebi. Ja, hvala. Meni se tudi lepo vrniti nazaj, ker bi rekel, da pred 10 leti sem tudi jaz ena taka predavanja na akademiji organiziral. Je pa v bistvu, ja, že kar nekaj časa, ker sem v bistvu nazadnje bil tukaj. Zdaj, za ta namen sem nam posodobil moj portfolio, kar mogoče načeloma ne bi rekel, da je najboljša prezentacija, ki jo imaš lahko za predavanja, ampak se mi zdi pogojno na tem mestu tudi nekako v redu, čisto zaradi tega, ker znotraj tega portfolija je tudi eno delo, ko se mu reče portfolio. In tudi nekak stvari, o katerih bom govoril, so vezane malo na mojo prakso. Se mi zdi, da potem ta drugi del je pa pravzaprav res vezan tudi na to, kako umetnostni sistem, znotraj katerega delujemo, pravzaprav res funkcionira. In kaj vse rabiš početi oziroma znati. In tudi mogoče neke druge stvari, to se pravi, kakšne spremembe bi bile dobre, zaradi tega, ker se mi je zdelo v tem oziru zelo pomembno to, da mogoče te generacije, ki ste najmlajše oziroma se šele vzpostavljate, imate možnosti spet za kakšne nove, drugačne spremembe, ki so pač za moje pojme znotraj našega področja kar potrebne. Ne. Zdaj, čisto na kratko, in čeprav se mi zdi, da me nekateri kar dobro poznate, delujem kot slikar, kot umetnik in tudi kot umetniški vodja galerije Simulakar v Novem mestu in v sklopu Konst platforme sem še kot kurator in producent. Se pravi, da je to kar en tak po svoje zalogaj različnih vlog in po drugi strani se mi zdi, da tudi neka taka čist zanimiva izkušnja tega, kako je delati v Ljubljani ali pa kako je delati v Novem mestu ali pa kako je početi neke projekte, ko si nekako seznanjen z različnimi vlogami, ki jih imaš. Bil sem tudi rezident tega delovnega oziroma delovno-bivalnega ateljeja v Švicariji, ker se mi zdi, da je bila tudi ena taka dobra izkušnja, vsaj v tem smislu, ker verjetno sami zelo dobro veste, da biti umetnik pa biti v Ljubljani je zelo drago, najemnine so visoke, če rabiš najemati atelje ali pa stanovanje, potem te stvari začnejo kar postajati taki konkretni izdatki. Sam poklic je pa zelo variabilen, včasih zaslužiš dosti, včasih zaslužiš nič, včasih misliš, da bo zaslužil, pa se potem stvari ne izidejo. Tako da je veliko enih neznank, predvsem pa naključij, tako kot se mi zdi, da sem tudi že v samem opisu predavanja pisal, naključja so pa seveda lahko dobra, lahko so slaba. Se mi zdi, da je pa en pomemben segment tega, da jih znamo na nek način zminimalizirati. Ampak k temu bomo šli po mojem malo kasneje. Zdaj, ker smo že ravno pri teh špekulacijah, se mi zdi, da ravno za ta rizik, ki ga ima umetniški poklic, je zelo pomembna diverzifikacija. Če ima samo umetniško delo, potem to umetniško delo se lahko izgubi, lahko se uniči, lahko ni tako dobro, ena so boljša, druga so slabša. Marsikdo ali pa marsikateri kuratorji tudi ne hodijo gledati v ateljeje, vse poteka prek maila, prek Instagrama in tudi drugih platform socialnih medijev. In kar naenkrat se v bistvu ta dinamika precej spreminja in to, kar počnemo pravzaprav je to, da operiramo z reprodukcijami. In tudi to, kar v končni fazi počnem zdaj jaz, vam govorim o svojem delu, brez da bi to moje delo dejansko fizično bilo tukaj, ampak je pred nami ena fotografija mojega dela. In tudi se mi zdi, da v tem oziru marsikdo pozablja, da umetniško delo samo po sebi mogoče ni umetniško delo. Ampak je zato, da umetniško delo postane umetniško delo, potreben ritual, to se pravi spet to, kar počnemo mi tukaj, ali pa da postavimo razstavo oziroma da se o tem pogovarjamo. Ker če si zamislite in si predstavljate neko veliko umetniško delo, mogoče Mona Lizo ali pa ne vem, kakšen performance od Marine Abramovič, da se dogaja nekje globoko v vesolju, kjer ni nobenega človeka in nobenega, ki lahko to
potrdi, da se je zgodil in da se tam dogaja, potem po mojem mnenju tukaj ne gre več za umetniško delo. Potem je to samo neka organizacija atomov v določenem redu. In zato se mi zdi v bistvu pomembno, da imamo tako umetniki, kot seveda tudi drugi, ali pa te, ki se pač poklicno ukvarjamo z umetnostjo, svoj pogled usmerjen tudi na neke podstavke ali pa podnapise, ali pa reprodukcije, ali pa umetniške izjave, pa tekste, ker v bistvu vse to dela, umetniška dela, pomembna. Tudi, če sem dal na začetku primer Monalize, je en pomemben podatek ali pa eno pomembno naključje, tudi to, da so pred 100 leti, da je nekdo Monalizo ukradel in časniki, časopisi so v bistvu v tem delu pisali in je bila takrat na prvih straneh in tako naprej. Tako da v bistvu je tukaj tudi en moment, kako neko delo postane res ikonično prek tega, ko ga nekdo ukrade in potem se v tem delu piše in razpravlja. Ne? In nekako s to serijo Čista špekulacija, ki se navezuje na dve stvari, ena, če razmišljamo o modernizmu, a ne, se je šlo za čisto slikarstvo, za čisto umetnost, se je šlo za sliko kot sliko, ne sliko kot nekaj, kar nosi ali pa kar upodablja nekaj, ampak se gre za sliko, ki v bistvu upodablja samo sebe. Zdaj seveda pač časi se spreminjajo, ne, in tudi v današnjem času se mi zdi, da potem je v tem oziru beseda, špekulacija pravzaprav res pomembna beseda, zaradi tega, ker konstantno se vrednosti ali pa vrednosti našega dela ali pa vrednosti našega portfolija, naše umetnosti, kakorkoli že, se spreminjajo. Ne? In zelo pogosto tudi same umetnostne institucije izkoristijo ta trenutek in se znajdemo v narekovajih na eni taki borzi, na borzi umetniških del oziroma borzi umetnosti, kjer se dogajajo različne investicije, špekulacije ali pa tudi odsotnost teh. Ne? In to se mi zdi v bistvu zelo zanimivo. In je tudi vprašanje, kako se v bistvu umetnost vrednoti. Je to cena? Je to neka monetarna vrednost? A gre v bistvu tukaj za neko simbolno vrednost, ki pravzaprav res tudi zelo močna in se jo lahko poznamo tudi kot eno izmed državotvornih vej oblasti, se pa marsikdo tega ne zaveda in tudi recimo se mi zdi, da v primeru Slovenije to mesto zelo močno zaseda šport, ne pa tako umetnost. Ne? Tako da me v bistvu prek te serije pravzaprav res zanimalo to, kako se vzpostavijo pogoji za umetniško delo in kako to umetniško delo sploh nekaj pomeni. Tako da iz tega vidika se mi zdi v bistvu zelo pomembno, da mogoče tudi vi, ki šele vstopate, da se zavedate enega pomena, ki ga imajo v resnici reprodukcije, ki ga ima portfolio in da v bistvu že sami, ko bi rekel, da niso stvari prepuščene naključjem, do neke mere so, neizbežno, ampak kako v bistvu ta naključja zminimalizirati. To se pravi, da je tveganje za vas manjše, kot bi sicer bilo. Nekako nadaljevanje te serije je bilo vezano na to razstavo naslednjih 21 dni bo ključnih, ki je bilo v galeriji Škuc. To razstavo je pripravljal v bistvu zavod SCCA oziroma Šola svet umetnosti in se vključil tudi to delo. Ne? In pomemben segment tega dela je v bistvu ravno ta ponovitev. To, kar smo prej gledali v predstavitvi, se v bistvu tukaj še enkrat prikazuje ravno prek tega portfolija, ki je sprintan kot neka umetniška grafika in nekaj tak tudi ukvirjen. Zdaj, nekako znotraj tega mi je bilo zelo všeč, mogoče predvsem dvoje, istočasno je bila še razstava v galeriji Alcatraz, kjer so nekatera dela tudi dejansko bila razstavljena fizično v prostoru, tukaj pa v bistvu v obliki portfolija. In tudi to delo, na katerega sem zdaj pokazal, ne, se mi zdelo v bistvu mogoče dosti dober primer, da to izpostavim, da sem naletel na kupca, ki ga je pač zanimala ta investicija in je pravzaprav res kupil tako to stran, ta vrednostni papir iz portfolija, kot tudi umetniško delo samo. Ne.
Tako da z tega vidika se mi je zdelo v bistvu to dost pomemben. So mi bili v bistvu tudi zelo všeč te majhni detajli, ki so se v bistvu zgodili s temi medijskimi prenosi, ki so se dogajali. To se pravi, da te meta podatki v delu, ta naslov, tehnika, recimo ta kategorija, ki jaz pravim setup attempt, se pravi te postavitve, ki eventualno v galerijskem prostoru bi lahko tudi bile drugačne oziroma v neki drugi izvedbi bi bile drugačne in seveda pač tudi nekak fotograf in tako naprej in so v bistvu tukaj ta dva podatka ponovita v neki drugačni konstelaciji, a ne. Pa mogoče mi bilo tudi zelo všeč to, da fotograf je povsem bil isti, a ne. In če se v bistvu navežem zdaj na serijo, ki jo počnem zdaj zadnjih nekaj 3 leta, a ne, je v bistvu iracionalno slikarstvo. Ta serija je nekako neposreden odgovor na to, kar sem prej kazal, pa bi nekako opisal kot analitično slikarstvo iz tega vidika, da sem probal razumeti, kako ta umetnostni sistem pri nas deluje, kako lahko zadeve spraviš v neko zgodbo, v nek kontekst, kako lahko deluješ ali pa kako si narediš nek portfolio, ki ti zagotavlja neko varnost. In seveda v bistvu ta serija se naslavlja na neke čist druge trende, a ne, ki so povezani na to, da je en velik del tega, kar smo mi kot ljudje ali pa to, kar se nam dogaja, ni zares racionalen, čeprav smo zelo ponosni na te naše mentalne sposobnosti, ki rezultirajo v takšnih in drugačnih oblikah, se mi v bistvu v sklopu tega res postavlja vprašanje, kaj pa je to, česar se ne zavedamo tako dobro, ne, ali pa je nekako potlačeno, pa vendarle pronica na površje tako zelo, zelo redno, zelo, zelo pogosto, ne. So stvari, ki jih v bistvu tudi kot take ne moremo nadzorovati. In v sklopu tega dela sem si nekako tudi probal ali pa sem si želel iti na večje formate in v bistvu uporabiti sliko tudi kot sam nek material, ne, neka fizičnost, ne. Se mi zdi, da v bistvu te naše misli, a ne, naši možgani kot taki so tudi na nek zelo tak prostorski način urejeni. In neke te korelacije sem v bistvu tudi tukaj probal poiskati, ne. In seveda se znotraj te serije ponavlja še neka druga komponenta, ki se mi zdi, da se občasno pač v našem prostoru pojavlja in tudi imamo neko zgodovino umetnikov, ki so v svojih delih tudi uporabljali tekst, a ne. Ampak vendar se mi v bistvu zdaj zelo zanimiva ta sama forma teksta, kako v bistvu to izpeljati znotraj slikarstva, ne. Ker tekst se mi zdi tudi ena taka zelo, ali pa besedilo, besede se mi zdi zelo abstraktne. V tem oziru, da, ne vem, rečem mačka, si v tem prostoru zdaj vsak predstavlja svojo mačko in vsaka ta mačka je drugačna, ne. Tako kot tudi toliko gledalcev, ko vidi neko sliko, a ne, toliko nekih slik v resnici ali pa nekih interpretacij slik dobiš na podlagi tega, ne. Še ena, ta je najnovejša. Se pa v bistvu tukaj pojavljajo tudi neki drugi segmenti, a ne. To se pravi, ugotovil sem že s prejšnjo serijo, pa seveda tudi s tem, ko se poslužujem kuratorskih praks, pa producentskih praks in tako naprej. In ko se probam zavedati nekako, kako ta sistem ali pa kako določena dela učinkujejo, a ne, si probam vzeti tudi kot en pomemben del to, da je razstava, ki jo imaš, že sama po sebi svoj medij. Se pravi, ne glede v katerem mediju delaš, ko se ta medij pojavi znotraj forme razstave, tukaj nastopa znotraj enega čisto svojevrstnega medija. Kar lahko seveda potenciraš, lahko tudi potisneš to bolj v ozadje, ne, seveda so poznane prakse, ne vem, white cubov, kjer hočeš imeti prostor čim manj invaziven oziroma ga hočeš čim manj poudarjati, čim bolj hočeš v ospredje potisniti umetniško delo. Zdaj, pri tej razstavi Where Our Hearts Have Led Us, ki je bila pred dobrimi 2 leti v MGLC Švicariji, sem se po enem
ukvarjal nekako z dvema izzivoma. En izziv je bil mogoče bolj moj in ta je bil pravzaprav kako razstaviti dve deli, dve sicer zelo taki veliki, zelo materialni deli, ker pogosto smo vajeni v našem prostoru, da so te razstave lahko zelo polne, imamo lahko 10 slik, pa kdo bi še kakšno dal, pa mogoče bi še kam kaj obesil, če bi le šlo. Ampak se mi zdi, da v bistvu v sklopu tega sem probal priti nekako s tem, da v bistvu eno samo delo, tudi če je konkretno, oziroma še zlasti, če je pa zelo konkretno, je lahko tudi popolnoma zadostno. Ne? In v tem oziru sem se potem probal nekako soočil s tem, kako postaviti to razstavo s tem, da imam samo dve sliki. Ne? Potem je bil pa še en drug problem, ki je bil pa zelo pragmatične narave, pa več, ko boste razstavljali, več boste teh problemov po mojem videli. V Sloveniji je zelo veliko razstavnih prostorov, pa verjetno tudi trge, ki niso zares namenjeni temu, da so noter razstave. Ampak so to kakšne pisarne, ali pa, v tem primeru ni šlo za pisarno, je pa hiša pod spomeniškim varstvom in so zelo take okre stene, to se pravi zelo rumena svetloba, ki se odbija po prostoru, ne? In ne sme se zabijati na stene. Prav, to je bil še en izziv. Kako v bistvu iz tega izziva narediti to, da uspeš zadevo postaviti, jaz moram reči, da sem bil kar zadovoljen z izvedbo. Lahko bi bilo pa tudi zelo slabo. In tukaj smo, mislim, da se na prejšnji fotki dobro vidi, sem se odločil za eno čisto reflektorsko svetlobo, ker če bi se svetloba odbijala od sten, bi ta bela slika bila čisto rumena in tega si res nisem želel. Tako da se mi zdi, da je tudi en tak zanimiv ali pa en zanimiv del, ki je pomemben. Ne? Če sem prej govoril o portfoliju kot načemu, kako si ta svoj rizik, ki ga imate kot umetniki, kako si ga zmanjšati, je neka druga strategija, po mojem tudi to, kako vzeti neke pogoje, ki mogoče niso optimalni in jih mogoče izkoristiti v svoj prid. Seveda pa to vedno zahteva nek angažma. In tukaj se mi zdi pa, ista serija, ampak drug primer. Tukaj je bilo pri Pieri Ravnikar v njenem prejšnjem prostoru, ki je v bistvu tukaj za akademijo, kjer pa je totalno white cube. Ok, imamo ta vrata, ampak svetloba je zelo galerijska in sam prostor je v bistvu zelo nevtralen. Je tudi zanimivo videti, kako naša dela znotraj različnih kontekstov učinkujejo na nek drugačen način. Ne? V bistvu samo ena slika se je ponovila, se pravi tale črna, kar naenkrat deluje na neki zelo drugi ravni, zelo drugače jo dojemamo. Ne? In to je tudi nekako ta case, ki sem ga probal vzpostaviti, da v bistvu manjka tega zavedanja, da mogoče naše delo ni samo to, da umetniško delo prineseš, pa se ga obesi na steno, pa je to. Ampak se tukaj odpira zelo veliko nekih vprašanj v smislu tega konteksta, ki je okoli tega. Ne? In tudi zelo zanimivo je v bistvu, kako lahko določena umetniška dela v nekaterih situacijah delujejo zelo dobro, v nekaterih drugih pa tudi zelo slabo. Ne? Zdaj se pa spravljam nekako na mojo prejšnjo, na eno mojo večjo serijo, s katero se mi zdi se dobro takrat vzpostavil. Ta je začela nastajati pravzaprav ko sem bil absolvent, se pravi tik potem, ko sem nekako zaključil ta, nisem sicer še diplomiral, ampak sem pa zaključil ta del, ko sem bil na akademiji. Ne? In ta serija zelo dolgo ni imela tega naslova, ki je zdaj Soylent Barok. V bistvu ta naslov šele prišel leta 2019. Potem, ko je bila serija za nekaj časa prekinjena, ampak sem jo nekako ponovno odprl in si želel načeti ali pa premisliti te vsebine še enkrat. Tudi v sklopu tega me je nekako zelo zanimalo par pristopov, kolaž, digitalna podoba, apropriacija, tudi rekontekstualizacija podoba, ne. In mogoče tudi čisto ena taka
lastnost, ki imajo lahko danes podobe, da so lahko tudi zelo nasilne, zelo invazivne. Tudi mogoče ta slika, ki jo zdaj gledamo, dobro se opadam z nekimi incidenti, ki so se nedavno zgodili v Srbiji. Se mi zdi, da tukaj so neke korelacije, da to, kar gledamo, so neke stvari, ki jih tudi ponotranimo. In tukaj so me zelo zanimale podobe, ki se najdejo na spletu. 2009 je teoretičarka Hito Steyerl, oziroma umetnica tudi, mogoče bolj umetnica, napisala en tekst v bran revni podobi, ki je med drugim objavljen na iFluxu, v slovenskem prevodu pa v enem izmed starejših šumov. In to mi je bilo v bistvu zelo zanimivo, zaradi tega, ker takrat ni internet, tudi današnji internet, ampak takratni internet je v bistvu imel to, da so se kar naenkrat začele podobe hitro širiti, deliti, pošiljati, shranjevale so se, pomanjševale so se, povečevale so se, tudi nek ta digital artefakt se je ustvaril, to se pravi s to JPEG kompresijo, ker naenkrat se podobe zaseda nek noise, nek ostanek. Zelo jasno se mi zdi tudi videli takrat, recimo so bili aktualni te mimi, kar je v bistvu danes nekaj, kar je že zelo ponotranjenega, to je kar postal del komunikacije. In to se mi zdi mogoče izpostaviti tako zelo dobro v sklopu tega, da se mi zdi, da je takrat bila to zelo taka aktualna tema. Podobno danes govorimo recimo o umetni inteligenci, kateri sicer res rajši rečem machine learning. Zaradi tega, ker se mi zdi, da umetna inteligenca se pogosto razume preveč poosebljeno. Ampak kar naenkrat se znotraj tega in tudi znotraj slikarstva odpirajo neke nove razsežnosti, kako se izražati in kako stvari početi. In stvari se mi zdi, da so pomembne z tega vidika, še zlasti, če vas zanima umetnost, ali pa če vas zanima konkretno slikarstvo, ali pa če vas zanimajo neka dela, ki temeljijo močno na izvirnikih, to se pravi ne toliko na kopijah, se je potrebno zavedati nekih procesov, ki se v bistvu v ozadju dogajajo. V tem oziru je treba tudi premisliti, kaj je naše delo kot umetniki, in treba se tudi zavedati, da te spremembe so nekako vedno v teku. To se pravi, te spremembe niso take, da se ostane na neki točki, ampak se mi zdi, da je zelo pomembno to, da uspemo iti nekako naprej ali pa da si upamo iti naprej. Zdaj, seveda so znotraj tega verjetno drugačni pristopi. Jaz sem si vedno nekako želel, ali pa vsaj na nekih točkah sem imel zelo močno željo, da sem določene prakse zaključil, opustil in odprl mogoče neka nova poglavja. Je pa spet vedno to nek rizik iz tega vidika, da se tvoja prepoznavnost ali pa prepoznavnost tvojega umetniškega dela ali pa opusa se malo razgubi, pride nekaj novega, skratka, spet se tukaj odpirajo neke nevarnosti, kako to početi, kdaj to početi in tako naprej. Zdaj bi v bistvu predstavil nek za slovenski prostor po mojem precej pomemben projekt, KONS. Pomemben govorim iz večjih razlogov. Zdaj, to, kar se mi zdi dobro za vas, da slišite, je to, da je bila tukaj ambicija vzpostaviti neke pogoje, ki so drugačni za delovanje. Zdaj gre za intermedijsko umetnost oziroma področje, ki ga znotraj slovenskega prostora na ta način pojmujemo. KONS se v tem oziru definiral kot sodobne raziskovalne prakse. Gre za sodobno raziskovalno umetnost in da gre pravzaprav ne toliko za interdisciplinarne pristope ali pa multimedijske pristope, kar je že samo po sebi drugače, to se pravi, intermedijski pristopi so povezovanje med različnimi področji, multimedijski so vezani na to, da uporabljamo različne medije, recimo, da ni samo slikarstvo, ampak je zraven še nekaj, pa še nekaj, pa še nekaj. Ampak gre v bistvu bolj za prakse, ki so transdisciplinarne. Slednje pa v bistvu izpostavljam zaradi tega, ker se mi zdi, da je zelo pomembno zavedanje, da se v prihodnosti, zaradi prihoda določenih tehnologij, ampak tudi zaradi tega, ker se same potrebe pa narava dela spreminja, ne bomo upravljali enega poklica. Ali pa tudi, če bomo delali nek specifičen poklic, bi zelo verjetno ta poklic vseboval neke druge poklice še zraven.
se mi zdi, da tudi jaz mogoče s svojimi praksami opažam, da je vedno, da je postalo zelo pomembno se seznaniti tudi s stvarmi, na katere se mogoče ne spoznaš. Ne. In tudi sam svet postaja vse bolj tak, da so stvari da sistemi, znotraj katerih bivamo, so zelo kompleksni. Zato se mi zdi pa v bistvu pomemben ta segment, da se ne bojimo nečesa vprašati. Nekaj ne veš, ampak ta prava stvar za narediti je, da to znanje dobiš. Tako da se mi zdi, da v bistvu iz tega vidika je to en segment, ki je kar precej pomemben. Je pa v bistvu platforma Cons za moje pojme zelo ključna. Še zlasti tudi mogoče iz tega, da se znotraj polja vizualne pa likovne umetnosti pojavijo neke alternative delovanja in te alternative delovanja morajo vsebovati, po mojem mnenju, nek ekosistem. Nam se zelo rado dogaja, govorim pač z področja likovne pa vizualne umetnosti, da se izobražujemo, pogosto ne vemo, kaj nas čaka potem, ko izobraževanje zaključimo. In ko pridemo ven, se nam seveda lahko stvari boljše ali pa slabše poklopijo. Lahko imamo sreče, lahko je nimamo, ampak ultimativno spoznanje je, da tukaj se zelo malo dela stvari strateških. Vsi smo nekako prepuščeni sami sebi. Mislim celo, da ne rabimo toliko kuratorjev pa galeristov, ampak da je mogoče znotraj našega prostora primerno razmišljati o tem, da potrebujemo mogoče producente, ne? Kar se zagotovo zelo dobro pozna, ali pa ste po mojem tudi sami opazili, če hočete kakšno večje ali pa ambicioznejše delo narediti, so finance kar pomemben aspekt, pa mogoče ne samo finance, pomemben aspekt tega je tudi to, da kdaj pa rabiš imeti tudi kakšnega strokovnega sodelavca. Lahko govorimo zelo klasično v smislu, ne vem, kakšne grafike, ali pa malo manj klasično, iz tega vidika, da je mogoče imeti dober vsebinske sodelavce, to se pravi, da ne vem, obravnavaš neko temo, ampak bi mogoče rabil imeti za sodelavca, ne vem, določenega filozofa ali pa eksperta z nekega področja. Ne? In seveda je potem tudi ta stvar, ne, da nam primanjkuje tega, da bi naša dela predstavili večkrat. Splača se, dobro je, ko naredimo neko novo serijo ali pa neka nova dela, nek nov projekt, tudi te termini so zelo odvisni glede na področje, znotraj katerega delujemo. Ne? In tukaj, če pogledamo kakšno, ne vem, recimo filmsko področje, delaš film, traja vse skupaj 2 leti in potem imaš kar en čas, ko s tem filmom turaš naokoli, to se pravi, ga prikazuješ. Ne? Za nas prostor je pa zelo značilno, da se v bistvu predstaviš za eno razstavo, ljudje jo vidijo, potem pa se mogoče še enkrat kje pojavi, čez par let ali pa čez 10 let pride mogoče na kakšno pregledno razstavo, se vključi v neko večjo razstavo in tako naprej. In to se meni zdi v bistvu problematično. Zaradi tega, ker vsakič, ker rabiš delati novo delo in nov cikel, so neke nove investicije, je nov trud, je nov rizik, da mogoče stvar ne bo dobro ratala. Ne? Pomembno se je pa zavedati tega, da stvari ne ratejo vedno, ne? Kar pomeni, da je treba stvar še enkrat narediti, drugače narediti, počakati, najti sredstva, tako naprej. In pravim to tudi zaradi tega, ker ta naš prostor zelo hitro kliče po tem, da mi neke projekte recikliramo. Ne? Zelo veliko imamo v bistvu avtorjev, ki so konstantno v tem, da neke svoje stare stvari malo spremenijo, multiplicirajo in tako naprej, kar pa se meni spet samo po sebi ne zdi, da je to nekaj, kar je umetnosti kot taki lastno. Ne? Sem mnenja, da kljub temu, da imamo zelo veliko reprodukcij in da imamo tudi zelo veliko produkcijo umetniških del, so po mojem ta dela, ki so ultimativno prepoznana kot umetniška in pač najdejo neko svoje mesto, so v bistvu redka. Ne? Kvaliteta in tudi sama vzpostavitev določenega dela je po mojem mnenju pač redka. Ne gre za nekaj, kar se na veliko dogaja vsak dan, ampak v bistvu nekaj, na čemer rabiš delati prav res kar dosti časa. Ne? In v sklopu tega ekosistema se je tukaj povezali 9 partnerjev, Zavod Kersnikova, projekt Atol, Aksioma, Cona, Društvo Ljudmila
iz Ljubljane. Potem pa še iz drugih mest, se pravi Univerza v Novi Gorici oziroma Akademija za umetnost iz Nove Gorice, MKC Maribor, Mladinski center Velenje in Zavod Lokal Patriot iz Novega mesta, kjer tudi jaz delujem. In tukaj je bilo kar par lepih izkušenj. Recimo v začetku leta smo sproducirali razstavo Nejca Trampoža, ki se je prvič odprla v galeriji Simulakar. Potem se je pa predstavila kakšen mesec potem še v Ljubljanski cukrarni. In kakšen teden po otvoritvi v Ljubljanski cukrarni, zaradi tega, ker gre za delo, ki je vseeno v svoji osnovi digitalno, se je Nejc predstavil še na odprtju razstave Konsekvence v Velenju, se pravi, ki je bila v galeriji Velenju. Lahko si predstavljate, da je to nek model, ki je zelo pozitiven. V bistvu za vsako to razstavo dobiš še neko razstavnino, dobiš tudi neko referenco, spet, ki je pomembna znotraj našega ekosistema, zato da imaš status samozaposlenega v kulturi. In se mi zdi, da to so določeni pristopi, o katerih je treba razmišljati, in se mi zdi, da so to tudi pristopi, ki bi se jih dali aplicirati na druga področja. Mogoče ne točno na takšen način, tudi zaradi tega, ker je tukaj pomembno izpostaviti, da je projekt financiran iz evropskih kohezijskih sredstev. Ta sredstva načeloma niso namenjena umetnosti kot taki, ampak so namenjena razvoju gospodarstva, razvoju posameznih regij in oziroma posameznih nerazvitih regij ali nerazvitih držav. In so v bistvu namenjena temu, da se ta standard uspe dvigniti gor. Tako da tukaj je bilo zelo spretno to zapeljano, je bilo pa zapeljano prek tega, ker se je uspelo vzpostaviti tudi neke druge miselnosti. Se pravi, sam projekt se stoji iz treh slojev. En sloj temelji na izobraževanju, drugi na produkciji umetniških del, kjer se gre tudi za povezovanje umetnosti z drugimi področji, z gospodarstvom, znanostjo in tako dalje. In potem je pa še ta tretji del, na katerega marsikdo ne pomisli, je pa v bistvu, da se tako imenovani art thinking lahko uporabi tudi na drugih področjih, se pravi pri gospodarstvu, na primer za inovacije. Design thinking v tem oziru že kar dosti poznamo, art thinking pa ne. Nek termin, mislim, da se to nekje v sklopu tudi Ars Elektronike oblikovalo okoli leta 2017 in gre predvsem to, kako vzpostaviti neke načine razmišljanja, ki so malo drugačni. Inženirji, razni deležniki znotraj gospodarstva pogosto rešujejo neke probleme, so dobri v reševanju teh problemov. Umetnost je pa tukaj mogoče dobra tudi z tega vidika, da se lahko vprašamo, a so te problemi sploh pravi. In pred dobrim mesecem se je v Cukrarni zaključila tudi ta razstava Konsekvence, pri kateri sem sodeloval kot sokurator in producent. In tukaj smo uspeli nekako te ambicije ali pa kako delati, pa misliti umetnost na nek drugačen način, predstavili v nekem tudi large scale, ne vem, če je kdo bil na razstavi. In ta large scale je seveda zajemal ta delavniški del in tudi del v navezavi na inovacije. Tukaj gre za en projekt Stela Verde, Zelena stena, to ni moja produkcija, ampak predstavljam zato, ker se mi zdi to dobro videti, kako v bistvu, kako premisliti ali pa kako prek umetniškega mišljenja premisliti neke paradigme. Naprimer, mi poznamo precision farming, ki se v bistvu kmetuje na velikih površinah in tako naprej, ker postaje tudi precej slabo za okolje, za zemljo. Površine so gnojene, biotska raznovrstnost je manjša, zemlja je v bistvu utrujena in tako naprej. In tukaj je bil nek razmislek precision gardeninga, mogoče kako to početi na neki drugi ravni, kako početi v nekem manjšem obsegu. Kako nam lahko v tem oziru pomaga tehnologija,
da premislimo to, kako sicer živimo na nek drugačen način. Tukaj se recimo preigrava koncept odrasti. Znotraj kapitalizma se vedno kliče potem več. Več rabimo ustvariti, več rabimo narediti. So pa pač neka vprašanja tudi in pogosto se odrast razume na nek negativni način, to se pravi, da odrast pomeni manj. Tukaj se pa v bistvu vzpostavlja neka druga paradigma, ki temelji pa na tem, kaj je dovolj. Se pravi, kaj je to, kar potrebujemo. In tudi drugi projekti so prek tega naslavljali recimo neke podobne premisleke, ne, v tem primeru bolj do živali, ne, se pravi, kako mi tako naravo, rastlinje, živali razumemo kot nek komodificirano v resnici, ne. To je nekaj, kar mi ustvarjamo zato, da dobimo potem ven neke produkte, ne. In potem tudi ta del, recimo C-Lab, ki je kot interaktivna sodelovalna platforma, ne, in mislim, kako bomo sodelovali, pa kako lahko različni deležniki sodelujemo, ki se spoznamo na različne stvari znotraj tega sistema. Tukaj je potem še ta projekt Neca Trampuža, kjer smo se tudi posluževali najnovejših orodij, to se pravi GPT-3 od OpenAI-ja, Midjourney, še zmeraj je bilo zelo velikega človeškega dela tukaj v zadju, ampak kar naenkrat se v bistvu ta produkcija, kako počnemo stvari, pa kako razmišljamo stvari, ne, se v bistvu te paradigme kar bistveno spreminjajo, ne. In tukaj tudi Eric Berger, Landscape Machines, mogoče tudi to, kako prek umetnosti razumeti neke procese, ki so nam drugače prek naše telesne izkušnje nedostopne. Se pravi, nek geološki čas, nek zelo dolg čas, ki ga ne moremo z našo človeško izkušnjo spoznati. In neki procesi, ki se vzporedno dogajajo, recimo radiacije, takšne in drugačne, ne. Recimo v tem hipu skozi nas preči ful nekih delcev, subatomskih delcev, ne. In tudi se mi zdi v bistvu tak zelo zanimiv projekt Staša Vrenka, ki je nastal v produkciji Ljudmile, Separated Values, ločene vrednosti, kjer gre za tak zelo mogoče malo bolj medijsko delo v sklopu teh ostalih projektov, mogoče tudi zato, ker je Staš zaključil kiparstvo na akademiji in ima v bistvu z tega vidika tudi nek drug background, ne? In gre v bistvu za medijske prenose, za informacije, ki jih danes zbiramo, ki jih črpamo, kako jih razumeti, kako jih prevesti iz digitalnega v analogno. In mogoče tudi tukaj vzpostaviti nekaj razmišljanja, da zelo veliko nekih sistemov, ki jih naredimo, zelo veliko nekim podatkom, ki jih verjamemo, so to pravzaprav res podatki, ki so že v narekovaju kurirani. So pogosto podatki, ki so že obdelani, niso neki surovi podatki, ampak so podatki, ki so že pripravljeni za določeno uporabo in imajo tudi določene ambicije. In zelo hitro se nam zgodi, da na podlagi teh modelov, ki so sami po sebi zelo enostavni, se nam lahko zgradi neka prepričljiva slika v svetu. Lahko pa, da ta prepričljiva slika ne ustreza dejanskemu stanju ali pa da ne ustreza več dejanskemu stanju, ki je zunaj. In to je tudi ena produkcija, ki je nastala pod okriljem Lokal Patriota, Tadej Drolc, večerja s hiperobjektom, tudi na odprtju razstave, če koga zanima, si lahko pogleda posnetek tudi na YouTubeu. In evo, zdaj sem še pri nekak temu zadnjem segmentu, da zaobjamem en tak glavni del, kaj nekako počnem, ali pa kaj počnem poleg tega še, so tudi umetniški vodja Galerije Simulacr. Galerija Simulacr se nahaja v Novem mestu. Gre za en tak relativno velik prostor, pravzaprav ni pa najlažji za postavljati, ker so tudi stebri noter, to se pravi, se rabiš majčkeno prilagoditi temu, kaj pa kako boš to koreografijo razstave sestavil. In v sklopu tega smo pravzaprav res predstavljali dosti različne produkcije. Nekatere so bile te iz Konsa, ki smo jih pregledali,
Druge produkcije so bile pa tudi kar dosti vezane na slikarsko prakso, ker je to tudi nekaj, kar me zanima, oziroma je nekaj, na kar se spoznam. In tudi neka tradicija novomeške fotografije, oziroma pač veliko nekih avtorjev fotografije, pravzaprav z Novega mesta, so v bistvu to neke stvari, ki so se v bistvu, ki nekako sestavljajo to glavnino programa. To je tudi prvi projekt, s katerim sem sodeloval z Necom Trampužem in potem se je to naprej razvilo v neko drugo, oziroma nadaljnjo sodelovanje, kar se mi zdaj z tega vidika, tako kot smo tudi v začetku govorili, zelo pomembno vprašanje, kako v bistvu podpreti umetnika do te mere, da se sodelovanje ne konča z eno razstavo. Kar je spet nekaj, kar je kar pogosto pri nas, ampak da je mogoče nekaj, kar se še nadaljuje, da vidimo nek razvoj. Ne? Kar je tudi zelo zanimivo iz tega vidika in to opažam tudi kot kurator. Fajn imeti čas, da se seznaniš z vsebinami, ki jih delaš oziroma ki te zanimajo. Ne? Potem je bistveno lažje oziroma bistveno bolj se lahko dela neka presežna umetniška dela. In tukaj tudi, mislim, da ravno pred enim letom je na Ohoju, bila tudi Andreja Zabric. In pred dobrim letom smo v Simulacru imeli njeno razstavo Palmina zima, ki je tudi taka zelo, za moje pojme ali pa za naš prostor nekako nenavadna, ker nam je verjetno kar znano, da imamo zelo veliko nekega arte povera, zelo veliko imamo v bistvu tudi konceptualne umetnosti, tudi slikari sami, se mi zdi, da marsikdo izmed nas ima to tendenco ravno zaradi narave prostora, ravno zaradi tega, ker naš prostor pretežno temelji na financiranjih, ki so vezane na Ministrstvo za kulturo, na mestne občine in podobno. Smo zelo v tem oziru pismeni, artikulirani. Ne? In Andreja seveda tudi, ampak mi pa zelo všeč, ker je šla v nek drug pristop. Je šla iz tega racionalnega bistveno bolj v nek intuitiven del. Je šla v prostor. Še vedno so slike, ampak so slike, ki imajo neke drugačne oblike, so neki monokromi. In je bilo v bistvu to nekaj, kar mi je bilo zelo tako za naš prostor nekaj, kar tukaj pravzaprav res manjka. Ne? In tukaj tudi ta fotografski del, kjer sem sodeloval z Goranom Bertokom. Goran Bertok, če ga ne poznate, je eden izmed takih vidnejših fotografov sodobne fotografije. Se mi zdi tudi zelo pomemben iz tega vidika, ker je po mojem eden izmed teh akterjev, ki so uspeli ta fotografski medij tekom zadnjih desetletij, glede na to, da je nekje od 80 let naprej v tem polju aktiven, potisniti naprej. Se pravi, kar naenkrat pridejo drugačni, večji formati, pridejo neke druge teme. Pride neka fotografija, ki v bistvu ne stremi k lepoti, ampak stremi recimo k neki krhkosti človeškega telesa ali pa človeškega stanja. Ne? Bolečina, skratka veliko nekih neprijetnosti, ki jih naša družba pogosto potiska v ozadje, staranje, neka ranljivost našega telesa, stvari v bistvu, ki so precej tabuizirane znotraj našega prostora. In zaradi tega se mi v bistvu zdaj tudi tako zelo zanimivo v bistvu odpreti neke druge možnosti ali pa neke druge razmisleke prek te razstave. In tudi zdi se mi, da veliko tega, kar se danes dogaja, je posledica nekih določenih akterjev, ki so v preteklosti odprli vrata za neke druge vsebine. In evo, za konec še malo slikarstva. Barbara Drev, tudi zelo zanimiva slikarka. Jaz se v bistvu že s faksa poznam. Se mi zdelo pa v bistvu zelo dober iz tega vidika, ker je na neki točki v našem prostoru ta abstrakcija, še zlasti, ko govorimo o malo bolj sodobnih pristopih, bila kar potisnjena malo na obrobje. Ne? Zelo veliko se je neke figuralike pojavljala. Ne? In se mi zelo v bistvu tukaj zelo zanimivo, kako se v enih segmentih,
abstraktno slikarstvo vrača nazaj po nekih čist drugih ključih, ali prek konceptov, ali prek načina dela, ali prek nekih glitchov, ali prek medijskih prenosov. Se tudi z Nežo smo imeli en tak podoben primer tega. Se v bistvu slikarstvo zgodi ravno s tem, ko se ta abstrakcija zgodi pravzaprav z nekimi medijskimi prenosi, ker sama po sebi temu ni bilo glih najbolj, kako bi človek temu rekel, ni bilo pač svoj čas to prisotno pri tem. Zdaj se pa v bistvu te stvari dogajajo na en zelo drugačen način, ravno zaradi tega, ker smo toliko vezani na ekrane, na tablice, na telefone in tako naprej. So v bistvu te procesi, ki se dogajajo, v bistvu vzpostavljajo na neke čist druge načine in imajo tudi neke čist druge ambicije, kot so jih recimo slikari in avtorji nekoč imeli. In to se mi zdi, da v bistvu tudi prav. In tudi zdaj se mi recimo tako, da v bistvu ta naša scena je v zadnjih letih, kar se slikarstva tiče, tudi dosti konzervativna ratala, kar ni v vseh primerih slabo, ampak je zelo veliko enih navezav na neke pretekle prakse. In to smo videli tako v te zadnji pregledni razstavi slikarstva v moderni, kad verjetno tudi še kje, tudi porast je nekako figurativnega slikarstva, zelo se tudi v našem prostoru, vsaj kar se tiče prodaje ali pa nekih prodajnih galerij, se čuti ta oziroma prisotnost tega, da se umetniško delo ceni z vložkom tega fizičnega, časovnega dela, s tem matranjem, izdelovanjem. Tako da smo malo na uro pogledal, da vidim, koliko smo s časom. Mislim, da nam gre kar v redu. Jaz imam po mojem ene par stvari, ki jih lahko še povem. Mogoče bi pa v tem hipu, ko smo ravno to preleteli, me zanima, če ima kdo kakšno vprašanje. Potem je pa to zdaj super priložnost, da za konec razmislite, če imate kakšno vprašanje. Mislim, da so tudi zelo dobro kakšne čisto praktične vprašanja. Recimo, spomnim se, ko sem bil jaz na faksu, pa sem bil še kar tako, mogoče kak drug letnik ali pa tretji. Sem se vedno družil z nekimi študenti, ki so bili pa že četrtletnik ali pa so bili absolventi. In si zelo hitro videl, da imajo določene probleme, za katere mogoče takrat ti sploh nisi vedel, zato ko si bil na faksu. Pa si imel tukaj atelje, pa si mogel slediti določenemu študijskemu procesu, programu. In takrat sem zelo hitro opazil recimo to, da marsikdo je po faksu ostal brez ateljeja. In to je kar mislim. Če te zanima ateljejska praksa, je to nekaj slabega. In tudi opazil sem recimo to, da se je tukaj zelo veliko risali po modelu takrat, potem pa, ko tretji, četrti letnik, ker sem bil še po starem programu, je pa marsikdo imel problem, kaj pa potem delati, ker pa ne bom imel več teh nalog. In še zlasti potem, ko v bistvu umetniki stopijo ven iz teh varnih okvirjev šole, mogoče se komu ne zdijo varni, ampak v resnici pa so, ker se ene stvari zgodijo same od sebe, ker se določene razstave zgodijo prek šole, ker imate atelje, ki je tako rekoč zastonj, ker imate sošolce, mentorje in tako naprej, so v tem oziru kar v redu situirani vsaj v tem hipu. In to so te stvari, ki se mi zdi, da je vedno dobro vprašati, pogledati ali pa se seznaniti, kaj se dogaja izven teh okvirjev. V končni fazi, če hodite po razstavah, že sami vidite, da to, kar se dogaja, ne ustreza temu, kar se dogaja v faksu. Tudi velike starejših profesorjev, jaz mislim, da je marsikdo zelo zaprisežen slikarstvo in samo slikarstvo in tako naprej, čeprav realno gledano upravljajo še poklic pedagoga, ali pa bi ga vsaj moral. In se mi zdi, da to so ene te ključne stvari, ki se jih treba zavedati. Ko boste prišli ven iz tega sistema, bo situacija bila bistveno drugačna. Zelo dobro se je seznaniti, kaj bo bilo. Po mojem je to še en ta faktor, kako določene rizike na primer zmanjšati, ali pa določena neprijetna naključja. Zdaj, meni se zdi zelo dobro reči, sploh zaradi tega, ker
sem mogoče to na neki točki malo zapustil. V bistvu, zakaj sem se toliko vrgel na ta portfolio? No? Tudi mislim, da se vidi, da je to neka stvar, ki jo nisem delal 5 minut, ampak je v bistvu to neka stvar, ki sem jo delal kar precej časa. Predvsem pa konstantno ga posodabljaš, spreminjaš. Potem prideš do tega, da je treba kakšno stvar prevesti, pa kakšen tekst najti, pa kaj prilagoditi, pa podpisati tudi druge fotografe, institucije in tako naprej, odvisno od posameznih politik, dogovorov in tako naprej. V bistvu to, da je ta razmišljanja kar precej vzpodbudila pri meni McKinsey Work, ki piše v resnici o tem, ne, da danes je zelo pomemben, da so v bistvu derivati zelo pomembni za umetniško delo. In to, kar počnemo, kar počnemo danes tukaj, je to, da mi v bistvu, ali pa kar počnem jaz, derivati svojega umetniškega dela sem prišel tukaj vnovčati, zato da bom dobil neko plačilo, oziroma zato, da promoviram to, s čem se ukvarjam, oziroma o čem razmišljam in kaj delam. Ne? In derivati se mi zdi, da so ena taka zelo zanimiva stvar, ker nam v bistvu omogočajo neko varnost. Z tega vidika, da si naredil določeno delo, ki je lahko drago, lahko je pocen, lahko ga prodaš, nekaterih mogoče ne moreš prodati. Ali pa jih ne moreš prodati v našem prostoru, ali pa se to ne more zgoditi v kratkem času. In vsi vemo, da umetniški materiali so postali zelo dragi, tudi velike neke konkurence, velike umetnikov, umetnic. In se mi zdi, da v bistvu znotraj tega je zelo pomemben imeti nek biznis model, ki znese. Ali pa ki vas ne drugega vsaj spravi čez mesece in leta. In se mi v bistvu zdi to zelo pomembno. Ne? Recimo McKinsey Work zapiše, pa bom kar prebral. An artwork is a risky proposition. It might in the long run turn out to be worth no more than any random bit of painted canvas. But if the artwork can be a portfolio of different kinds of simulations of itself, it is possible to manage the risk. Sprav se mi zdi, da iz tega vidika sem to vzel mogoče mečkem dobesedno, ampak v principu pa gre vsem za to, ne, da ravno s tem, ko uspeš iz svojega dela narediti mogoče nekaj več kot samo to, kar neko določeno delo je, si uspeš tudi zagotoviti neko možnost, ki je malo večja, ki je boljša za sam obstoj. In to razmišljanje se mi zdi v bistvu zelo pomembno, ne? In tudi noben nekako o tem ne govori, ne? Oziroma niti ne razmišlja. In tudi, ko sem nekako prišel do tega, me je nekako zelo zanimal ta kontekst ali pa same reprodukcije. Kako profesionalno sodelovati s fotografom, kako priti do nekega izdelka, ki je reprezentativen, oziroma ki lahko reprezentira tvoje delo. Ne? Ker dejansko to, kar vidimo tukaj, je simulakar dejanskega dela. To je podoba slike, ki ima spet nosi svojo podobo in tako naprej. In se mi zdi v bistvu to ena taka stvar, ki je izredno pomembna. Ni pa nujno, da je samo to. Ne? Nekateri ljudje se mi zdi bistveno bolj stavijo nase kot na osebo. Sprav, marsikdo to idejo umetnosti ali pa umetnika gradi okoli svoje lastne persone. Ne? In tudi recimo v tem kontekstu, ker ta razmišljanja, ki sem jih načel tako s Hito Steyerl kot z McKinsey Work, vsega je tudi bistveno nazaj, ne? Konkretno Walter Benjamin, ne? Ki se je že ukvarjal s tem, to se pravi podoba v času, ko je možno mehansko reproducirati. Takrat sem imel seveda tisk, plakate. Ne? Je pa zanimiv, da zapiše even the most perfect reproduction of a work is lacking one element. It's present in time and space. Its unique existence at the place where it happens to be. Spravi, tukaj vidim, da je tudi en zelo pomemben del, da ko govorimo in ko se zavedamo o podobah, je kar pomemben ta segment prostora in časa. To se pravi, kako mi razumemo
določena umetniška dela ali pa tudi kako se aura okoli umetniških del vzpostavi, je zelo odvisno od časa. In v današnjem času se mi zdi, da je to zelo vezano na to, da se te podobe širijo pa prikazujejo. V končni fazi tudi, če jih kdo apropriira pa spreminja, je to en segment, ki je blazen pomemben. In kad vam je po mojem tudi vsem znano, se dogajajo na spletu prek platforme neke druge interakcije. Bi rekel, so v resnici transakcije. Lajki, ogledi, ko so neke stvari afirmirane. V bistvu na enih ozirih celo postalo tako, da ni toliko pomemben, a je zadeva pozitivno ali pa negativno potrjena, v bistvu je postalo bolj pomemben to, v kakšnem številu, koliko tega ping-ponga se recimo dogaja. In to je zagotovo ena stvar, ko bi rekel tudi izkušnja konzumacija umetnosti, mogoče če sami sebe vprašate, a vidite več umetniških del v galerijskih prostorih ali vidite več umetniških del prek spleta ali pa rečem mogoče rajše prek telefona. In se mi zdi, da v bistvu ta konzumacija je zelo vezana na ekran, pa mogoče še na neke druge stvari, ki so malo bolj, kako bi še k temu rekel, haptične, neko drsenje, slajdanje, klikanje, tapkanje. V bistvu gre tudi po mojem za neko izmenjevanje v tem oziru, da nekdo da neko vsebino, ki je recimo afirmirana, in pogosto se potem tudi dogaja, da mi te stvari vračamo nazaj tem ljudem. Tako da tukaj se dogajajo neke dejanske transakcije. Če izvzamemo recimo to, da se tako in tako dogajajo dejanske transakcije, zaradi tega, ker je veliko vsebin sponzoriranih, oziroma grejo po ključu tega, da so ali advertisementi, ali pa mi postanemo statistika, mi postanemo podatek in nek produkt, ki se ga naprimer trži. Tako da to se mi zdi, da je v bistvu en tak segment, ki je v bistvu postal zelo pomemben za to, da razumemo, kako umetniško delo v bistvu deluje in kako na nek način prek svojega dela dobivamo neke druge pozitivne izkušnje ali pa pozitivne dobrine, ki niso nujno vezane zgolj na to, da delo prodamo, ampak so vezane tudi na to, da dobimo razpis ali pa da imamo predavanje ali pa da prodajamo neke printe, druge kopije, druge derivate svojega dela. Kar je v določenih praksah, spet če se navezem na intermedijske producente, neka stalnica. Zelo klasično je v bistvu to, da umetniki zavzamejo tudi pozicijo tega, da so neki makerji, delavničari ali pa predavatelji, da sodelujejo na nekih okroglih mizah in tako naprej. Tako bi jaz mogoče ta del zaključil, pa bi vas povabil na pogovor ali pa za kakšno vprašanje. To je pa drug segment, ki je pa po mojem tudi zelo tipičen za naš prostor, ker so izobraževalne ustanove tako rekoč brezplačne, niso čist, tudi mislim, da so dražje kot takrat, ko sem bil jaz. Ampak so v bistvu vse te vpisnine, pa to je zelo nizek znesek napram temu, kar se dogaja svetovno. Se mi zdi, da ni tega, da bi študenti sami ali pa umetniki sami stremeli k temu, da dobijo znanje za vsako ceno. Če bi šel študirati, bi težil profesorjem, predavateljem, vsem bi težil. Vse bi spraševal in hotel bi res maksimum dobiti ven od tega. Ker tako, potem, ko se faks konča, po mojem te priložnosti nima zares. Machine learning. Ja, mislim, AI si je treba, ali pa machine learning si je treba predstavljati kot neko statistiko na hudih steroidih. V bistvu je to statistika, ki smo mi dolga leta sami od sebe rešvali. Recimo, če poznate reCAPTCHA, to je ta del,
spletna stran in potem dobiš v nek kvadratke oziroma sličico razdeljeno na polja in znotraj teh polj imaš, ne vem, avtobus, semafor, it doesn't really matter in te v bistvu z vprašanjem, kje je oziroma označi ta del, kjer je avtobus in ga označiš. Ne? In dolga leta je v bistvu to deloval kot varnostni mehanizem, da ne bi bil bot, oziroma da ne bi bilo to nek avtomatiziran proces, ki poskuša določene stvari zlorabiti. Ne? Smo dejansko mi trenali zastonj različne baze podatkov, da si vedel oziroma da si lahko razbral kaj, oziroma da lahko ta machine learning razbere na podlagi nekih velikih statistik, kaj naj bi ta podoba bila ali pa kako naj bi izgledal avtobusa. Ne? Se mi pa zdi, da se zelo pogosto gre na umetno inteligenco tako, da se gleda v tej smeri, da bo to vse bolj conscious pa tako naprej, ker jaz mislim, da ni tako zelo the case in tudi mislim, da so tukaj zelo veliki limiti v smislu tega, da lahko ali pa da so rezultati zelo odvisni od same baze podatkov. Baza podatkov je pa vedno biased, pa nikoli ni popolna, pa vedno se delajo še neke nove pa drugačne stvari. Ne? Plus, recimo ta človeška inteligenca je tudi zelo vezana na nek časovni del, kar sami vidimo, tudi zakaj je za to reprodukcijo tako pomembno, da se zgodi v določenem kraju ali pa določenem času, je pač to, kar smo pač dejansko mi neka time-based bitja. Pa tudi vezani smo na prostor. In tudi naš rok trajanja je omejen, kar daje tudi neko vrednost, recimo našemu življenju ali pa stvarem, ki jih počnemo. Ker če ne bi imeli nekih omejitev, drugače. Jaz mislim, da tako, da pač machine learning v takih in drugačnih oblikah je v resnici tako že tukaj. In je že prisoten v samih kreativnih procesih in je tudi že bil. Sam je bil mogoče v manjših obsegih, kot smo zdaj videli, da je možen. Ali pa kot se zdaj dela, da je. V bistvu v svoji diplomski nalogi sem kar dosti pisal o tem. In tudi McKinsey Work v tem svojem tekstu zaključi s tem, da bo vse več nekih simulacij umetniškega dela. In tudi vse več imaš v resnici tega, tudi če pomislimo v kontekstu recimo kolaža. Ena prednost ali pa lepota kolaža je bila, da je to delo, ki ga počneš, malo hitrejše pa drugačno. Ko bi rekel, že ko rišeš ali pa ko slikaš, je tvoja poteza kar precej zaznamovana s tem, kdo si. Tako kot je tudi tvoj podpis na ta način zaznamovan. Kolaž ti pa še tukaj neke stvari recimo odpira ali pa omogoča, da dela s podobami, ki so že, da se ne znajdeš pred praznim platnom. Jaz se spomnim, že ko sem bil na oblikovni, pa tudi ko sem bil na faksu, vedno se je kdo najdu s kakšno, mogoče kakšen starejši profesor, najdu s kakšno izjavo, da najlepše je belo platno, ki je še prazno in ti omogoča ful možnosti. Jaz sem si vedno predstavljal, da najlepše platno je to platno, ki imaš nekaj gor. Zaradi tega, ker je to že nekaj, na čem lahko delaš, ali pa kar lahko nadaljuješ, ali pa kar lahko spremeniš. Se pa pozna, sej po teh principih, like Google Translate je neka taka stvar, ki nam je zelo znana, pa že ful časa po teh principih dela. Je pa zanimivo, jaz mislim, da zagotovo imaš neke prednosti iz tega vidika, če si sposoben sam neke stvari misliti. Ko bi rekel, rabiš iti čez neke miselne procese, da osvojiš določena znanja, ki jih lahko apliciraš na takšna in drugačna orodja. Se bo pa zagotovo narava dela prek tovrstnih procesov se bo bistveno spremenila. Pa je lahko, lep primer tega je, DeepL, ta app. Boljš kot Google Translate. Ker naenkrat prevajanje postane nekaj, kar mogoče ni
vseh primerih v redu, ali pa perfektno, pa je boljše imeti prevajalca, če ne drugega je dobro imeti vsaj dobrega lektorja. Ampak je pa nekaj, kar ti pa omogoča to, da si za večino stvari, še zlasti, če niso take zelo formalne, pa uradne, ali pa ne vem, da mora iti za neke sodne prevode, potem si v tem oziru verjetno kar postal samozadosten. Kliče pa to spet, ko bi rekel, tukaj je neka nevarnost, ki se zgodi čisto v tem smislu, da zelo možno bomo delali še več in bomo delali še več različnih opravil, kot jih že delamo. Kar je neka analogija, ki gre v resnici že, ki je prisotna že za časa modernega človeka, se tekom industrijskih revolucij že vidno pospešuje in takrat se lahko tudi spomnimo iz tega zgodovinskega konteksta, so bili na primer ludisti. Ludisti so te, ki so uničevali stroje, zaradi tega, ker so na račun strojev izgubili delo in tako naprej. Ampak lep primer je pa Jevonov paradoks. On je napisal The Coal Question, se pravi vprašanje o premogu. Pojavili so se parni stroji. Parni stroji na začetku niso bili efficient, so porabili veliko goriva in seveda tem, ki so jih imeli v lasti, je to predstavljalo določen strošek in so lahko neko proizvodno ali pa kakorkoli že delali v določenem obsegu. Potem so se pa v bistvu te stroji izpopolnili, so porabili manj goriva in so se posledično bolj splačali. Potem so pa kar naenkrat vsi začeli uporabljati te stroje še v večjem številu in v bistvu si še več si proizvedel in še več energije si porabil za to, da si to proizvodno furil. Čeprav posamezen stroj je porabil manj kot prej. In tukaj je tudi ena taka zanimiva stvar, ker nam v resnici te stvari omogočajo, da naredimo več stvari, ampak tako kvantitativno in kvalitativno. Se pravi, delo boš več različnih opravil in tudi več boš mogel znotraj tega narediti. Ni pa nujno, da bo to rezultiralo. Tukaj so zelo zanimive paradigme, koliko so trenutni produkcijski pogoji vezani na človeško prirojeno naravo, koliko so pa vezani recimo na našo privzgojeno naravo. Definitivno se pa pač na področju poklicev se bodo dogajale spremembe. Si pa jaz predstavljam, recimo marsikdo govori o tem, da določenih jobov ne bo več. Mogoče določenih res ne bo več, ampak jaz mislim, da se bo veliko prej dogajalo to, da se bodo službe začele spajati. Se pravi, kar naenkrat boš delal to. Jaz mislim, da tega v resnici manjka, da v bistvu je to določen segment, ki nam prav zares, da nam določena varnost in počitek v bistvu omogoča tudi to, da si sploh lahko privoščimo, da razmišljamo o nekaterih stvareh, ali pa da lahko razmišljamo o stvareh drugače. Ker en segment tega, kar se znotraj današnjih časov dogaja, za razliko od, ne vem, če gledamo v bistvu, ne vem, industrijske revolucije, je v bistvu to, da takrat si imel kar dober pogled. Odprl si avto in videl si kolesje, ki je bilo zadnje. Danes je zelo malo tega. Celo korporacije same se trudijo čim bolj to zakriti. So pa spet to po mojem neke ambicije, ki so prek projekta KONS zelo pomembne, ker grejo v tej smeri, da mi smo te, ki uporabljamo tehnologijo. In ne sme biti v obratni smeri, da tehnologija uporablja nas. Ker marsikdo se ne zaveda tega, da smo dejansko, da ta produkt postajamo mi. Se ti konzumiraš recimo nek content, ampak ti tudi sam postajaš content. Ali pa postajaš statistik, postajaš informacijo, recimo, ki se jo z določene namene uporablja. Da bo fajn. Pa po mojem te stvari, mislim,
jaz dvomim, da popolne situacije po mojem nikoli nimaš. Mi zdi, da pač popolna situacija je to, da probaš vedeti več. To se mi zdi, da je ena taka stvar. In tudi zdi se mi, da če so do nedavnega stvari temeljile na zelo nišnih poklicih, se te poklici danes konstantno spreminjajo. To je recimo, ne vem, ko smo delali tisti projekt z Nejcem, to software, mislim, to so tekom enega leta je bilo toliko enih sprememb, ki so bile vezane zgolj na to, da se je tehnologija do te mere spremenila, da si prišel do novih informacij, da si prišel do drugih orodij in tako naprej. Tako da smo v bistvu, je po mojem tle bolj vprašanje, kako se ne biti, pa vprašati neke stvari ali pa poiskati odgovore za neke stvari. Mislim, da po mojem to samo po sebi postane proces, ki je nenehno prisoten. Jaz mislim, da je odvisno od umetnika. Splošno bi rekel, da je ena velika prednost, kar marsikdo na akademiji ne razume, pa mogoče tudi jaz nisem razumel svoj čas, v bistvu to, da se ti zelo dobro splača biti artikuliran. Znaš govoriti, znaš nekaj napisati. V končni fazi, mislim tudi čist z vidika mogoče umetnosti ali pa slikarstva, da ne zaidem na neka čist druga področja. Se mi zdi, da je fajn, da znaš ideje, ki jih imaš, dejansko artikulirati. Da niso, zdaj seveda pa znotraj študijskega procesa so ponovadi te ideje vedno malo bolj vague, malo bolj odprte, pa tudi vidiš, da te nekam zapelje. Neke zelo tipične izkušnje se mi zdi, ki jo zagotovo lahko vsak do neke mere najde tudi pri sebi, je v bistvu to, da mislimo, da nas nekaj zanima in mogoče nas tudi dejansko to zanima, ampak potem, ko to delaš, te pa ne zanima. Ali pa ti ni zanimiv. Se je tudi zelo tipičen primer po mojem znotraj umetnosti, se mi zdi, da to. Neke stvari so, ki se nas zdijo super in so razlog, zakaj se recimo z nečem ukvarjamo. In potem so pa neke druge stvari, ki nam pa mogoče niso všeč. Recimo, zmišljujem si, nekomu je mogoče super slikati, ampak za nobeno ceno pa noče imeti predavanja. Ali pa za nobeno ceno se mu ne da pisati razpisov. In zelo hitro se ti lahko zgodi, da če enih stvari ne maraš ali pa jih ne delaš, se ti potem zgodi, da ne boš prišel do te točke, da boš ne vem, od tega živel ali pa to delal profesionalno. To je ta uncertainty. Mislim, da zelo veliko ljudi bi bilo umetnikov. In tudi znotraj svoje generacije se mi zdi, da je večja verjetnost, da se ne boste ukvarjali z umetnostjo čez 10 let, kot da se boste. Zato sem recimo izpostavil ta segment portfolija ali pa derivatov umetniških del. Kako zmanjšati ta rizik? Se mi zdi zelo pomembno vprašanje. In naključje so in nažalost smo v naključju precej odvisni. In tudi od tega, kaj je ta iracionalen drive, ki se ga verjetno itak ne zavedamo, pronica nekako ven iz nas, se mi zdi v bistvu zelo pomembno vprašanje. To je tudi nekako ta odvod, zakaj mi je ta iracionalno slikarstvo serija. Zakaj mi je v bistvu od tega racionalnega dela, s katerim sem se kar nekaj časa ukvarjal, potem tako res katapultiralo v ta iracionalen del. In to je tako zelo življenjsko. Se mi zdi, se kar zgodijo neke silnice, ki nas odpeljajo po neki poti. Se pa spomnim, recimo, to je pač vedno tudi od ljudi odvisen ali pa od tega, v katerem življenjskem obdobju si, ali pa koliko zelo si determiniran, da boš nekaj počel.
ko sem bil, po mojem, to bil kak 7. razred osnovne šole. In mene so takrat ful zanimali stripi. Sem v bistvu še vedno. In v Celju, verjeli ali ne, je ena kar precej pomembna stripovska založba. Zatem je kar dolga zgodba, to je Strip Art Features. Oni so svoj čas v Jugoslaviji imeli eno revijo Strip Art. In ta revija je bila precej uspešna, oni so dobili tudi, mislim, da The Yellow Kid Award, taka kar pomembno priznanje iz tistega časa. Zaradi tega, ker ta Yellow Kid spada med drugim med tako, zgodovinsko prvi moderni strip, ali pa enega izmed prvih modernih stripov. Mislim, da je prav kot prvi, ki je v časopisni obliki šel. Long story short, zgodi se potem vojna, razpad Jugoslavije, njegova pisarna v Sarajevu je bila zbombardirana, ogromno nekih originalnih del. Pa on je imel kontakte tako iz Evrope, iz Amerike, skratka, ogromno originalnih del zgorelo in imel je težavo pobegant, kako sebe in svojo družino spraviti ven. Tudi en Američan, Joe Kubert, je na to temo, v bistvu zelo veliko njegovih prijateljev je na to temo naredili take zelo resne stripe. Tudi ta Herman. Je v bistvu kar en velik projekt bil, da bi dobil državljanstvo drugje. In ne probal Italijo, ne probal, ne vem, Švico, Francijo, ne vem kaj vse, ne vem, kje vse je probal. Na koncu je dobil Slovenijo. Tako da se je, da vsaj kakor vem, tam v Celju živi, oziroma okolici Celja. In med drugim so prek stripov, ker ima tudi veliko avtorskih pravic, ali pa z njimi dela, je tudi svoj čas, približno 20 let nazaj, te avtorske pravice kar dosti prodajajo v Hollywoodu. Recimo Men in Black 2 film je dejansko baziran na Bonellijevem stripu, to je ta založba italijanska, Martin Mystery. Skratka, so vzeli zgodbo, jo dali v Men in Black film in v bistvu na ta način. To je nekako ta del, s katerim se mi zdi, da je on kar takrat nekako dobro živel, oziroma dobro služil, pa še neko serijo so posneli, tako naprej. Sem bil pri njemu na obisku, recimo, ko me je takrat full strip zanimal, sem ga vprašal, pač kaj pa kako, pa če bi se dal kaj zmeniti, pa tako. Je dal en praktičen nasvet, je rekel, počni to rajš za svoje veselje, za svoj hobi. Ker drugače se ne splača, oziroma so toliko slabe možnosti, zdaj bi rekel, da načeloma ga niti nisem poslušal, sicer ni šla tako moja pot v smeri stripa, ampak tako, jaz sem bil pač vedno a priori, šel bom to delati in sem to delal in sem se ukvarjal z umetnostjo, čeprav je zelo veliko trenutkov, ko to ni nujno najbolj prijetno. Zelo veliko dela, zelo veliko stresa, zamujajo plačila, zelo odvisno od določene situacije, od institucij, od razpisov, od sistemov, ki so v zadnji tega. Zato so po mojem ta vprašanja, kako zmanjšati določena tveganja, kar pomembno. Še kakšno vprašanje? Potem bi jaz rekel, da sem s tem zaključil.